Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ja, tisti dan v mesecu ne bomo govorili o menstruaciji, bomo pa govorili o tem, da je čas za ženski krog in zelo hvaležno v svoji družbi znova pozdravljam Sanjo Krajnc, izjemno zakonsko in družinsko terapevtko, Vesno Juvan, Akademija za harmonijo življenja in tudi avtorica Rdeče zarje, krasne knjige, in Tamara Mihalič, prav tako pisateljica in blogerka, in tudi krasna knjigo si je napisala. Danes bomo govorili o tem, ali smo si ženske same krive, da je tako, kot je. Ali se to navezuje na zgodovino, kjer smo bile precej zatirane, v nekem času še bolj nazaj tudi bolj oboževane, ali se to nanaša na to, da smo si danes same krive, da so pa moški morda preveč poženščeni in da smo pa zdaj mi preveč možače. Vse to bomo obdelale. Za začetek pa se vsekakor strinjamo, da smo hvaležne, da smo se rodile ženske, ne? Zelo. Definitivno. Ne, ker včasih je bilo to, recimo še pred kratkim sem slišala eno zgodbo enega gospoda, ki je rekel, da je bil izjemno razočaran, ko se mu je rodila hčerka. Da niti ni povedal v službi, zaradi tega, ker si je tako želel moškega naslednjega. Noro. Kjera bolečina, potem teh mejhne punčke, ko to se čuta. A misliš, da to zazna? Definitivno. Definitivno, že v maternici ve. Da že ve? Ja. Oj. Tako da to so pa lahko celoživljenjske travme. Ja. Ti boš to vedela, ne? Definitivno, Ja. zato ker glih oče da vredno ženski, kaj pomeni biti ženska v tem svetu. Jaz tebe vidim, da si lepa, da si očarljiva, da si posebna, te cenim. In če on mene tako vidi, potem jaz lahko samo sebe vidim tudi tako. Okay. Če pa je že tam na drugi strani ena taka drža, jaz bi rad sina, Ja. ti si zame odveč, je v bistvu zavrže že na začetku življenja, že prej v bistvu v maternici. Zdaj, če pogledaš, kamorkoli pridemo, si želimo biti, če je naš prva stvar, da se počutimo sprejete, se bomo dobro počutile v tistem okolju. Če je prva stvar, da smo zavrnjene, bojo se mogli pol zelo potruditi, da se bomo dobro počutile tam. A ne, in tle v bistvu Zemlja je ena nov prostor, v kjer smo prišle, ne, ki je čuden, zagotovo je čuden za to malo dete, ki prihaja, a ne, in je zelo pomembno, da se počuti sprejetega. Drugače lahko celo življenje si pol potrjujejo, in to je cel kup raziskav že tudi narejenih na to temo, da so vredni, da živijo. Ne. Ja, ne čuti neke vrednosti, da sploh so tle. Da mora se dokazovati, da lahko obstaja tukaj. Tako. No, to so bili moji vzorci. Ampak danes živimo v zelo modernem času in se zgodi, da tudi kdaj bitje, ki se je rodilo kot moški, si želi, da bi bila ženska oziroma čuti žensko v sebi. Tudi v Sloveniji poznamo nekaj teh primerov, mi pa smo povprašali Salome glede tega, kaj si ona misli o ženstvenosti. Jaz nisem imela to srečo, da sem se rodila kot biološka ženska. Zato ženske se morajo zavedati, da morajo biti hvaležne za dar ženstvenosti. Veliko je žensk, katero zatirajo tudi tu svojo ženstvenost, ki bi jo morali dati ven, zato so ženske, a ne? Morale bi biti hvaležne, da so ženske, ker ja mislim, da se svet vrti okrog žensk, ker moški brez žensk ne morejo. In zato treba držati do sebe, treba tudi ne samo notranjost, da imamo lepo, nego tudi zunanjost. Iako ja mislim, da je bolj pomembna notranja lepota in ženstvenost kot zunanjost. Wow, nikoli si ne bi mislila, da taka modrost pride iz ust nekoga, ki se je rodil kot moški dejansko. Ampak, okej, gremo mi danes na tole tematiko. Zdaj, če pogledamo zgodovino, tisoče let se je dogajalo v bistvu nekaj, kar absolutno ni bilo v prid žensk. V smislu tega, da je bila ženska celo manj vredna kot živina. A se danes še dogajajo vse te grozote v nekaterih predelih sveta, verjetno se, ne? Ja, se. In jaz mislim, da imamo me, ki smo iz tega dela sveta, kjer se pač to ne dogaja več, da imamo ful odgovornosti tudi do tistih žensk. Jaz ful verjamem, da
A veste, a ste gledali tisti, kako je že zamah metuljevih kril na našem dvorišču povzroči hurikan na Kamčatki. Jaz to ful verjamem, no. In mislim, da ženska moč pride ful z odgovornostjo. Mahatma Gandhi je nekoč rekel, da bodo svet rešile, pa pustimo stati zdaj to reševanje in to. Rekel je, da bomo svet rešile zahodne ženske in jaz ga po mojem od takrat citiram, zato ker vse od takrat naprej, zato ker se mi zdi ful pomembno, da se tega zavemo, kakšno moč v bistvu v sebi, kakšno moč imamo in kakšno priložnost. Bolj kakor moč, morda tudi priložnost, da živimo tukaj, kjer lahko se začenjamo spraševati, kdo sem, kaj si pa jaz želim in kakšen svet si želim ustvariti, ker, kakor smo že prej rekli, ne, moški ga se zidajo, mi pa potem ustvarimo dom v tem svetu in mislim, da je to ful pomembno, no, da se zavemo. Ampak recimo ne morem iti čez občutek, ker sem recimo brala eno ful fajno knjigo, imam to nekaj za pogumne, ne vem kakšne punce, za lahko noč, ko berem te zgodbe o ženskah. In ne morem iti čez občutek, recimo, ne vem, tudi primer Nefertiti, faraonka, najdlje je dejansko vladala, sicer se je mogla velikokrat obnašati kot moški, ampak pustimo zdaj to, ne, da so tukaj imeli proti njej, oziroma da so si tukaj želeli to zatreti, pa tukaj zatirali, zato ker so se v bistvu mogoče moški bali žensk, v smislu njenih sposobnosti, ki bi jih razvila, če bi imela pogoje. Kaj ti misliš, Vesna, o tem? Jaz mislim, da imajo razlog, da se bojijo, zato ker ženska, če razvije svojo polno moč, pa jo usmeri v napačno smer, je lahko zelo uničevalna. In to je dejstvo. In je dejstvo, da zgodovina ni samo moško nasilje nad ženskami, ampak smo tudi ženske imele moč in smo jo tudi mi uporabile proti sebi in proti drugim. Tako da jaz mislim, da bolj kot to, da se pogovarjamo, kdo bi mogel vladati, ali pa zadnje čase je zelo modern pogovor, kdo bi mogel voditi. A more ženska voditi ali more moški voditi. Jaz mislim, da zdaj niso taki časi, da bi se mogli pogovarjati, kdo bo zdaj absolutno skozi vodo, ampak da se moramo začeti pogovarjati o tem, kako lahko sodelujemo, kot dva enakovredna, ker kako se en na drugega postavi, bo s časoma nastal problem. Noben noče biti zmer sam podrejen, dejstvo. In ženske s svojo intuitivnostjo, ko bomo enkrat prišli spet nazaj do nje, a ne, tle, mi se zelo pogovarjamo o tem, ja, mi smo boginje, kdaj se bojo moški začeli tako obnašati, da bo se to videlo, ne. Ja, moramo postati najprej boginje in se bojo začeli moški tako obnašati, a ne. Jaz vidim, da že pri sebi, ko sem par stvari spremenila, so se moški začeli drugače do mene obnašati. Tako da jaz mislim, da bolj, kot da se pogovarjamo, kdo je zdaj glavni, pa kdo more biti glavni, a more moški voditi, moški so bolj fokusirani, bolj to. Je bolj, da se začnemo pogovarjati, kako pa lahko sodelujemo. Če jaz intuitivno dam en predlog, moški naj pogleda, kako bomo to rešili. In mu ful prav pridejo vse te njegove moške sposobnosti pri tem. Tako da pa spet jaz pogledam, pa spet in poznam pare, ki delujejo na tak način in fantastično delujejo. Tako da jaz sem bolj za to, dajmo pogledati, kako lahko sodelujemo. Da pa lahko sodelujemo, se moramo pa ženske posebej pozdraviti, ločeno, brez moške prisotnosti v teh ženskih krogih in tako naprej. Pa moški posebej. In tle se moramo ženske odločiti, da se ne bomo vtikali v to, kaj oni delajo v svojih moških krogih, ker tega je tudi veliko. Jaz bi pa rada vedela, kaj moški delajo v krogih. Pusti jih primer. Naj se oni zmenijo po moško, prije domov kot moški, mi se mu zmenile po žensko, prijema domov kot ženske, pa sodelujemo. Tale trenutek si bomo pogledali še eno zgodbo iz zgodovine. Kruto, a takih je bilo velikokrat. Drugačne ženske so bile za svojo drugačnost kaznovane in ena izmed teh je tudi Hipatija, ki je mnogi ne poznajo, izjemna znanstvenica, matematičarka, izumiteljica, ogromno vsega, a lahko bi rekli, da se je mogoče ali rodila v napačnem času, skratka bila je močno kaznovana in na kakšen način umorjena. To pa je še posebej kruto. Zaupala nam je predstavnica raziskovalka zgodovine. Torej, na dan njene smrti so jo v bistvu izvlekli iz voza, v katerem so jo prenašali oziroma peljali po Aleksandriji. In v bistvu jo umorili na zelo brutalen način, se pravi, so vzeli zdaj po eni verziji črepinje, po drugi verziji školjke in naj bi jo v bistvu izpraskali pri živem telesu. Sem zelo hvaležna, da živim v današnjem času tukaj. Mogoče še kakšna beseda v smislu tega ženska čarovnica?
Kakšna je tukaj zgodba? Bi Kera želela komentirati? Meni se nenehno, ko se tukaj to pogovarjamo, skozi ene misli porajajo in bi rada mogoče povedala to, da na samem začetku, saj poznamo to zgodbo o stvarjenju med torej Adam in Evo. Zanimiva stvar, da v bistvu Adam je lahko opazoval stvarjenje pred seboj, in živali, in rastline, in vsega tega, kar je pač tukaj na naši zemlji. Edino ženske ni videl, kako se ustvarja, ker je v bistvu takrat on spal. In če to zdaj tako nekako povzamemo, je ženska za moškega vedno na nek način skrivnost, ker prej imel kontrolo, je lahko vse poimenoval, ta ženska je pa zanj skrivnostna, ker ne vidi, kako je ustvarjena. Moški so pa sploh bolj nagnjeni k temu, da želijo logično vedeti, zanalizirati akcija in tako naprej. Tle pa nekako ne morejo oprijeti. In zato so jim ženske tako, ali kaj naj z njo naredim, ogrožujoče se, kar malo. Ne morem živeti z njo brez neba, tudi ne? Ja, v bistvu tako so skrivnostne, tako so magične. In potem iz tega ven je prišlo vse to, da je bila neka drugačnost, so v bistvu oni zaznavali oziroma jo doživljali kot drugačno, ni pasala v ta njihov svet, torej v te zaznave, dokjer so njihove zaznave segale, je zato tukaj stopala ta ženska in so potem tudi čarovnice bile, inkvizicija in tako naprej, ker je to nekaj, kar je tako neoprijemljivega. Ja, in vsega, česar ne poznamo, se pač bojimo, to je pač itak naša narava, in potem vse te stvari, ki so povezane z ženskostjo, recimo tema, črna oblačila, jaz imam ful štorijo s črnimi oblačili, ko sem se jih bala in recimo vse, kar sem povezovala z nekak s temo, s smrtjo, ampak to v bistvu je ful ženska, ker ta tema je tako plodna in tako te zaziba in prideš prerojen, v bistvu pomeni preporod, ker smrti, mislim, pač tukaj bi lahko debatirali. Jaz sem se zelo bala teme in sem ugotovila, da se bojim svojega ženskega principa. In potem, ko sem začela sprejemati temo in delati vaje, da sem bila v total temi in da nisem bila ogrožena, ampak da mi je bilo dejansko prijetno, sem ful opazila razlik pri sebi. Ja, jaz tudi. Tak, v tem smislu. In razumem, ker eni delajo celo te variante, da so 3 dni v temi in pridejo ful pomlajeni ven in ful ne. Mislim, dobro, to so mogoče že ekstremi za koga. Ampak dejansko tema je ta princip, se pravi, ženska deluje pod globino, nevidno, in wow. Zato en način vračanja k sebi, meni je to ful dobro, pač enostavno zapreš oči, in je tema, zagrneš zavese zunanjemu svetu in takoj se lažje začutiš, Wow. Ravno v tej polarnosti pa o temi pišem tudi v knjigi Darilo teme. Zato sem jo poimenovala Darilo teme, v smislu tudi slabih trenutkov, ker je zmeraj vrednost tudi v neuspehu ali v temi. Ok, pustimo zdaj to. Statistiko nam je pripravila naša Neja. Kako statistiko si nam pripravila, Neja? Aha, ja, tako nekaj prijetno. Nekaj prijetno. Ok, pustimo to nekaj prijetno. Gremo, dragam. Pripravila sem si eno vprašanje za vas, pa bi rada, da malo komentirate. Sama nisem glih najboljša v prijateljstvih, moram priznati, da šele zadnje leta začenjam temu namenjati čas in vidim vrednost v tem. In imela sem eno prijateljstvo, ki je imela zelo, zelo uničujoče razmerje. Pač skupaj ta dva groza je bilo. Skozi sta se kregala in še marsikaj drugega. In vsakič je ona meni to povedala in mi govorila o tem in mi govorila o tem. In stokrat sva šle čez ene in iste stvari, kaj naj naredi, kako naj naredi in vse te stvari, zato da se bo osvobodila. Vsakič je vse zaštekala, ampak evo, skozi je bilo eno in isto. In ni naredila koraka naprej in še danes sta dejansko skupaj. V uničujočem razmerju dejansko. In zmeri sem se spraševala, pa zakaj ona njemu to dovoli, zakaj jo zmeri tako obrne. In potem sem se jaz kot njena prijateljica v bistvu totalno odtujila od nje. Jaz vem, da sta še skupaj, ampak nimam več stikov z njo, ker tudi sama sem odnehala, ker mi je bilo škoda mojega časa in moje energije, nič dejansko ne naredi, hoče ostati kjer ne, v redu, spoštujem, cenim, ampak jaz se odmikam iz situacije.
A sem zaradi tega slaba prijateljica, ali bi mogla vztrajati in ji pomagati, da bi ona uvidela to ali kakorkoli. Mislim, Meni se na sveti itak zdijo tako, kaj narediti. Jaz drugače živim, no, bi rekla prej Vesna. Jaz sem bila tudi v enakem razmerju in imam tudi prijateljico ali pa več njih tudi, ki so v takih odnosih in se mi zdi, da kar je tukaj pomembno je, da zaupaš človeku, no? In potem se s časoma tudi umakneš, ker ne moreš skozi ponavljati, ne moreš biti kakor pokvarjena plošča, ampak nekako zaupaš človeku, da je to tisto, kar si izbira in da prej ali slej, da to ne bo več tisto, kar si izbira, pa šel naprej, no. Se pravi, sploh se ne vpletaš noter v to. Na začetku ker najbrž skušaš pomagati, pa pač misliš, da bo naredil ta človek korak naprej, ampak potem, ko ga ne, pa pač pustiš. Jaz vas toliko spoštujem, terapevte, ker imate vsak dan te primere in to težke primere, kakor pri tebi dejansko, Sanja. Ja, zelo veliko je takih primerov, ker so ženske v bistvu v odnosih, ki so totalno zlorabljajoči, totalno v bistvu nespoštljivi, kjer svoje lastno telo uničujejo od tega, da imajo težave z želodci, z ne vem kakšnimi To je zmer povezane. Velikokrat, zato ker je tam toliko enih čustev, s katerimi nočemo priti v stik in nočemo tega začutiti, da potem v bistvu želodec zelo trpi, ne, ker vse to jaz požrem, ne, in to pol boli, ne. In v bistvu telo nam vedno vse pove, da tle v tem odnosu nekaj ni, da ni v redu. Je pa v bistvu gre tle za odvisniške odnose, a ne. To pomeni, da ta oseba je zanjo kot heroin, a ne. In ona je tako, kot da bi si vedno znova ta heroin noter dajala, a ne. Adrenalin se ji vedno zvišuje v možganih in tudi če odide, a ne, v bistvu je tako, kot da bi pač ta heroin odvzel, a ne, ker smo ji pač odvzeli tega partnerja. In ona s to abstinenčno krizo tako težko zdrži, a ne, ker so simptomi podobni oziroma enaki, a ne, od depresij do tega, da ne morejo spati, ne morejo se skoncentrirati, skozi je on v mislih, a ne. In kljub temu, da misli, da bo zdržala, potrebuje njega nazaj, a ne, to dozo adrenalina in samo takrat ob njem se lahko spet umiri, a ne. In to je prav tragično in zelo grozljivo, ne. Gre pa samo za to, da je treba samo s temi občutki zdržati, ker gre ta gospa ali pa tudi so konec koncev ta odvisniška razmerja tudi na drugi strani, a ne, tudi moški se zapletejo v neke čudne vzorce, da se zave, da v bistvu jo želijo možgani na nek način samo malo okrog prinesti, a ne, in producirajo v bistvu informacije, da potrebuje njega, a ne. Ampak to so samo občutki. To so samo občutki, da se. Vesna, imamo tematiko, ali smo si ženske same krive, da tako ravnajo z nami. Zaključna misel tvoja, 40 sekund imaš. Jaz ne bi uporabila besede krive, ampak bi uporabila besede odgovorne. A smo odgovorne? Zagotovo smo soodgovorne, tudi za to, kar se je v zgodovini dogajalo, ker v nobenem odnosu ni sam en kriv, pa sam drug žrtev, ne more biti. Je pa res, da se je dolgo časa dogajalo, tako da tako dolgo zdržati je pa težko. Tako da danes jaz mislim v Sloveniji, če pogledamo statistike, nas je več kot polovica in če vztrajamo v sistemu, ki ni za nas, smo odgovorne ali pa soodgovorne, da se ta sistem še nič ni spremenil, ker dejstvo je, da smo tiho. Čakamo, da bo nekdo nekaj rešil za nas. Ampak v zgodovini so se sistemi vedno menjali in tako se lahko tudi ta prilagodi, tako da bo bolj primeren. Sam, ko bomo ženske se zbudile pa rekle, okej, nekaj moramo spremeniti. Ne samo za nas, za moške bo boljš, za otroke predvsem bo boljš. Za vse bo boljš. Za vse, za celo družbo. Prvi korak, drage naše dame, ki nas gledate, pokličite prijateljico, pa zmenite se za en kufe.